Zakaj smo to naredili? Ker ta teden po vsej Evropi potekajo volitve za Evropski parlament. To pomeni, da bo to nedeljo zvečer več kot 1 milijon slovenskih volivcev reklo: a ja, se res, to je bilo danes? Čisto sem pozabil. Na volišče pa se definitivno ne bodo pozabili podati 103 kandidati, ki se borijo za 8 poslanskih mest. Med njimi se najde tudi kakšen nenavaden kandidat, kot je recimo tale gospod. Kot zagovornik samooskrbe sem pridelovalec hrane in obvladam kmečke veščine preživetja. Gospod Gorazd Pretnar s svojim videospotom sporoča, da v Bruslju ne bo le zastopal svoje države, ampak bo zagotovil tudi dovolj drv, da bo evroposlancem toplo ves mandat. Njegov spot pa deluje precej klasično v primerjavi s spotom, ki ga je posnela kandidatka liste Povežimo se, Urša Zgojznik. Priimek Zgojznik z gozda prihaja, mogoče zato mi narava ugaja. 10 let sem s klapo pucala hosto, politiko sem šmirglala, ma prav nič posto. Ne vem, kaj naj rečem drugega kot: priimek Godler z Nemčije prihaja, mogoče zato mi pivo ugaja. Včasih sva s premierjem skup nastopala pogosto, zdaj me šmirgla, ma prav nič posto. A je to sploh kaj? Nič ne. Njen spot pa ima pravzaprav dvojno vlogo, saj z njim kandidira tako za evropsko poslanko, kot tudi za nastop na melodijah Morja in sonca. Če ji ne uspe priti v Bruselj, ji bo vsaj v Portorož. Za letošnje evropske volitve morajo politične stranke pač biti bolj inovativne, ker denarja za kampanjo nimajo. Stranka SD je recimo tako zadolžena, da si ne more privoščiti niti študentov, ki bi stali ob cesti in držali plakate, ampak morajo vse to početi sami. Ne vem, kam je pri tem posnetku bolj smešno. To, da 99% ljudi ni imel pojma, kdo jim maha, ali to, da noben od njiju ni preveril napisa na plakatu, ki se zlahka prebere kot nič sebi, nič Sloveniji, nič Evropi. Prav, pa nič. Pomanjkanje denarja med kandidati za evroposlance je tako hudo, da so se na naši televiziji namest med oglasi kandidati pojavili kar v posebni epizodi kviza Milijonar. No, zavrnila me pa že ni nobena. Ji ponudim 5. zasilni izhod, ona pa tako. Ja, kot ste videli, za politike veljajo posebna pravila. Tako so tudi igro Hitri prsti samo za njih preimenovali v Dolgi prsti. Torej v igro, ki jo je od vseh evroposlancev najbolj obvladal Zoran Thaler. Oddaja pa je imela dobrodelno noto, saj so kandidati ves prislužen denar namenili v dobrodelne namene. Torej, svoji stranki. Ker kaj je bolj dobrodelenega, kot podariti denar skupini ljudi, ki je 400 000 evrov v minusu. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!